Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9 zjutraj na Patreonu. In če se mi želite pridružiti v živo in to spremljate kasneje preko YouTubea, so povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju. In seveda, če spremljate to kasneje preko YouTubea, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. In tudi, če vam je tole všeč, se priporočam tudi za kakšen všeček, da malo požene algoritem, da priporoča tudi drugim ljudem. Danes je četrtek, 23. april. In imamo kar zanimivo dogajanje, ki se kar lepo nadaljuje. Tukaj imamo 15-minutni časovni interval na Bitcoinu in tukaj je 1-urni časovni interval. Zdaj, mi smo včeraj kar lepo rasli in zdaj delamo tukaj, kot lahko vidimo, na 1-urnem časovnem intervalu popravek. Prišli smo, kar se tiče RSI-ja, v prenakupljeno območje, kar je dobro. Tudi vse to mi izgleda zelo pozitivno zaradi tega, ker se nahajamo na pozitivnem področju, kar se RSI-ja tiče. In zdaj, ravno pred kratkim, smo mi prišli sem dol. To je okoli območja 50, kar je ponavadi ob pozitivnem trendu nakupna cona. Poleg tega, se mi zelo lepo gibljamo v tem naraščajočem kanalu in tukaj imamo tudi že označene tarče za naprej. Sicer tele smo se malo dotaknili, nismo je pa še uspeli prevzeti in to je tale tarča 80.000, ki bi jo lahko zelo kmalu prišli pobirati. In še to je tukaj, začele so se nabirati kratke pozicije ob tem zadnjem padcu, predvsem pri Ethereumu. Bitcoin je več ali manj nevtralen, ampak Ethereum je pa tukaj, kot lahko vidimo, v preprodanem območju, tako na 15-minutnem časovnem intervalu, kot tudi na 1-urnem časovnem intervalu. In plus, še to, funding rate je večinoma negativen, kar bi seveda lahko bilo gorivo za nadaljevanje rasti. Zdaj, kar se tiče našega plana, ostaja nespremenjen. Tukaj je naša tarča 80.000, kar bom pol kasneje prikazal, oziroma bom kar zdaj prikazal. Tukaj imamo tudi tale CME gap oziroma praznino, smo se jo že dotaknili, bom kar tako približal, da bo lepo vidno. Torej, ta praznina, ki jo imamo že vse od 30. januarja, torej od začetka tega leta, se še ni zapolnila in zdaj je tudi precej velika možnost, da jo zapolnimo. In s tem pridemo lahko tudi gor do 81.400. Tako da to bo vsekakor treba zdaj spremljati. Poglejmo zdaj še likvidacijska območja. Imamo tukaj enega spodaj, ki bi ga lahko še šli pobirati. To so vsi ljudje, ki so stavili na rast in so po mojem čisto preblizu. 77.300, tam nekje, tegale smo že pobrali, na okoli 78.150. Čaka pa nas točno ta tukaj, ki smo ga že začrtali, na okoli 80.000. Torej, če nadaljujemo naprej z rastjo, je potem tudi zelo velika verjetnost, da mi tole poberemo. Poglejmo si zdaj še Ethereum. Zelo lepo se obnaša, gre lepo po našem bikovskem scenariju, ampak moramo še malo počakati. Zdaj imamo tukaj en odboj in bomo videli,
če bomo preko tega odboja šli še naprej gor, naslednja cona, ki jo imamo začrtano, je tukaj na okoli 2475. Torej, če dobimo zdaj mi en lep odboj, tukaj od tega območja 2330, tam nekje, potem je tukaj tale naša naslednja cona. Če pa seveda tole izgubimo, lahko še vedno pademo naprej dol, vse do 2250. Tudi tukaj na enournem časovnem intervalu lahko vidimo, se zelo lepo izvaja tale naš bikovski scenarij. Tukaj imamo zdaj očitno nek odboj, ampak lahko še vedno gremo malce globlje v tole območje tukaj. Je pa vsekakor pozitivno to, da so se pri tem padcu, so se začele nabirati kratke pozicije, kar bi se lahko izrazilo v odboj in seveda, kje imajo ponavadi stop losse zdaj, na okoli 2400, torej pri tem vrhu, in pa seveda tudi tale meja 2450. Tako, ja, v bistvu nič kaj tako novega, naši plani se nadaljujejo, ampak bo treba zdaj gledati tole območje tukaj, tale popravek, tako pri Bitcoinu kot pri Ethereumu, kako se bo zdaj vse tole skupaj razvilo. Zdaj, če bo karkoli pomembnega, bom seveda še dodatno obvestil preko Patreona. Ja, če se mi želite pridružiti tudi tam, kot sem že rekel, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Če pa spremljate to kasneje preko YouTubea, se pa ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. In poleg tega se priporočam še za kakšen všeček, če vam je seveda to všeč, in pa tudi, da malo požene algoritem. Tako, to bo tudi to za danes. Jaz vam želim en lep dan še naprej in seveda se vidimo, če ne prej, ponovno jutri zjutraj ob 9. Čau, čau.